Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o sistemu 3 ekranov. Vam vse razložim. Prvo zadeva, a sem se dobro ostrigla. Odkar je bila karantena, ne hodim več k frizerju in dejstvo je, da zdaj se sama strižem. Tako da, v glavnem, če bom kdaj tako prav čudom postrižena, ja, to pomeni, da sem imela preveč navdiha. Odločila sem se za spremembo in bom pustila daljše lase. In dejstvo je, da konice zmoram sama postrižiti. Tako da, v glavnem, to je to. To so spremembe. In danes te spremembe bomo govorili tudi o tem sistemu 3 ekranov. A veste, kaj sem zadnjič zavesila? Ob 9. zvečer sem dobila sporočilo in sicer mi je napisal sporočilo moj profesor iz srednje šole, ki je bral knjigo Frekvenca. Tudi jaz sem jo prebrala in mi je napisal: odpri knjigo na strani 194 in še enkrat preberi. In sem dejansko šla prebrati. In notri sta zgodbi 2 žensk, ki sta, kakor časta, sta sami ustvarjali in vse šlo. Ko sta pa šli v neko španovino, se je pa vse sfižalo. In v glavnem potem naprej avtorica razlaga, zakaj se je vse skupaj sfižalo. In piše, da če del vas želi priti do hitrega zaslužka, dejansko se zgodi, da privlačiš ljudi, ki jim ni pomembna načelnost, ki jim ni pomembna poštenost, pa želijo priti do hitrega zaslužka. No in potem jaz sama preveram, če vam jaz ta program in seveda mišični test. In zdaj tukaj jaz žongliram s telom, ampak moram odložiti mišični test in sem se vprašala, v svoji duši nosim potrebo potem, da pridem do hitrega zaslužka. Zdaj gre nazaj, ampak par dni nazaj sem pa šla naprej. Sem rekla, vidiš, zdaj mi je pa končno jasen, zakaj privlačim vse te partnerje, ki na začetku je vse krasen, ampak na koncu vedno izstopim. Na en način se želijo koristiti z mano. In sem že počistila moj program, imam potrebo po izkoriščanju, imam potrebo po zlorabi, ampak to, da želim priti hitro do zaslužka, zdaj pa od kje to izvira? To izvira iz enega od preteklih življenj. Jaz sem te stvari že vse pri sebi predelala. Ko sem bila poročena z hazarderjem in sem mu vedno priskrbela dovolj denarja, na pošten in nepošten način. In ja, s temi ljudmi še vedno plešem ples v tem življenju in en od teh ljudi, ki sem ga očitno okrog prinesla, je moj mentor pri Neolifeu, ker veste, koliko časa sem razmišljala na ta način. Nimava v redu odnosov, pa ne zato, ker imam jaz težave z njim, ampak on ima z mano težave. In sem si mislila, leta nazaj, že tako je nepošten in zdaj je še on kasira od mene, pa mu ne privoščim. Zdaj, ko razumem karmo, glejte, si pravim tako, jaz vam v bistvu sem ga verjetno močno okrog prinesla in zdaj mu na obroke vračam. V redu, vsak mesec blagoslovim, saj zaradi tega nimam nič manj, ampak v glavnem blagoslavljam ves zaslužek, ki ga ima potom mene, ker na koncev mu vračam na obroke. No, ampak gremo zdaj naprej. Očitno bomo danes govorili o denarju, pa o poslovnih priložnostih, pa o odnosih, kar to pomeni. Če imam neprestano neke odnose, ki me na en način pripeljejo do tega, da zgubljam. Se pravi, imam potrebo po izkoriščanju. Zdaj, kaj moram najprej narediti? Najprej prva stvar je potrebno počistiti potrebo po izkoriščanju. Vzamete oziroma predvajate, najdete aktivacija svete kode v srcu posameznika, se pravi zdravilna molitev dekodiranja. To je prva zadeva. Lahko si naročite CD, lahko pa tudi na YouTubu poiščete ta posnetek in ga predvajate. Vse, kar rečem jaz, vi ponavljate za mano in gre na ta način. Na pomoč kličemo se svetle sile, vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne kode moje duše,
ki so povezane z, in date noter težavo. Ne vem, recimo, da je težava potreba po izkoriščanju, težava, da vedno privlačim ljudi, ki me izkoristijo. Potreba potem, da želim hitro priti do zaslužka, ne vem, karkoli, lahko je fizična težava, da vas neprestano glava boli. V glavnem, date noter težavo. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Potem pa vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in zdaj pa tukaj. Parkrat si ponovimo, sprejemam zdravljenje. Kaj pa pol naredite? Se opravičujem. No, očitno se mi je zaletel, se opravičujem. V glavnem, kaj pa potem naredite? Sistem 3 ekranov je opisan v knjigi, ki bo izšla šele pri nas zdajle v začetku, enkrat zdajle v jeseni. Avtor Vishen Lakhiani. Jaz sem ga poslušala preko video tečaja. V glavnem, sistem 3 ekranov je neverjeten. Poglejte, od tukaj, da jaz odkodiram težavo, ki jo imam, potem grem naprej in se zasukam za 15 stopinj v levo in si predstavljam drobne korake, ki jih imam za narediti. Recimo, ko sem jaz takole in mižim in recimo, da imam problem s pomanjkanjem denarja, se obrnem za 15 stopinj in si predstavljam sebe, kako sem mogoče v službi, kako sem sprejeta v službo, ki mi nudi boljšo finančno priložnost, kako s hvaležnostjo plačujem račune, kako imam vedno dovolj denarja, da lahko plačam račune, kako sem zadovoljna, ker vsakič, ko pogledam na račun, imam denar. Se pravi, nekako neke občutke, in pomembno je, da čim več občutkov, barv, teh, prav tisto zadovoljstvo občutimo in, kar je še bolj pomembno, da v ta ekran, ta svoj film, kako naj bi izgledala ta naša bližnja bodočnost, vključimo tudi svoje drage. Se pravi, da ko imam dovolj denarja, da lahko grem s svojo družino recimo na kosilo, da lahko plačam brez težav, da mogoče lahko kakšno stvar si kupim, brez da razmišljam, a imam, pa to je treba, nimam, raje ne bom. Tako da v bistvu, da si že te drobne korake predstavljaš, ali pa mogoče, da si predstavljate, da kako se vaša denarnica polni z zlato svetlobo in kako v bistvu priteka denar v vaše življenje. Ali pa recimo, lahko si predstavljate, če ste bolni, da imate težavo z boleznijo, da si predstavljate, da ne vem, nadangel Gabriel z smaragdno svetlobo usmeri žarek v vaše telo in tista bolečina ali pa ne vem, tumor enostavno se zdravi. In če imate težavo, dajte to ponoviti 3-krat na dan, če bi radi bolj počasi prišli do rezultata, 2-krat na dan, če bi radi, da se pač reši 1-krat na dan, drugače pa, če ne želite rešitev, pa pač nikdar tega ne ponovite. Ampak imamo še en ekran, sistem 3 ekranov, 3. ekran se pa spet zasukate 15 stopinj v levo in si predstavljate lahko kot veliko platno in si predstavljate končni rezultat, ko boste že na cilju, ko boste že z idealno postavo, ko boste že popolnoma zdravi, ko boste že imeli idealnega partnerja, kako se boste počutili, ko boste že tam. Recimo, ena od možnosti je tudi teh 3 ekranov, recimo meditacija je možna, to je meditacija, in tisti, ki rečete, jaz ne znam meditirati. To je aktivna meditacija, ker ne izpraznite svojega uma, ampak ga usmerjate v tisto, kar vi želite. In ena je sedeča meditacija, se pravi, se usedete, sploh zjutraj, ko ste sproščeni in si predstavljate, kako bi mogoče šel vaš idealen dan, ali pa kako bo šla neka zadeva, ki jo želite rešiti, ali pa kako ste srečni, ker imate dovolj denarja. Lahko obstaja tudi hodeča meditacija. Ste to že kdaj sprobali? To pomeni, da ne greste na sprehod z nekom, ki vas čas bla 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 govori, ampak greste sami. In ja, preden začnete zdravilna molitev dekodiranja, naslednji, 2. ekran, ko si, vam dam raj primer,
za vse tiste, ki ste samski, kaj naredite? Se pravi, prva zadeva je treba odkodirati, to potrebo, da si sam oziroma potrebo, da privlačiš neke butaste partnerje. Druga zadeva, kaj lahko naredim? Se pravi ta občutek zadovoljstva, da sem že z nekom. Tretji ekran, greste na sprehod in si predstavljate, kako je že na sprehodu s tem vašim idealnim partnerjem. Kako mogoče se držite za roke, kako ste srečni. In to srečo vi lahko podoživljate, vi ste lahko srečni tudi sami. Veste, zadnjič mi je ena gospa napisala mail, je rekla, Minka, veš, sem zasledila iz tvojih objav, da si želiš partnerja. Ne želim nobene pomoči, ne želim posrednikov. Ja, seveda, ne želim si biti celo življenje samska, ampak vem pa, kaj želim. In druga stvar tudi vem, da še prihaja ta v moje življenje, ni še čas. Ker glejte, ta trenutek jaz snemam, pišem, knjigo pripravljam, nemške karte pripravljam, prehod v novo dobo, tele karte, zvočni zapis za v avto. Ja, kje imam pa zdaj še čas za enega, da ga bom držala za roko pa se z njim ukvarjala. Ta trenutek je moje poslanstvo, da pomagam vam, da lažje greste naprej. Ko bo čas, za vse bo še čas. Nikamor se mi ne mudi. In zdaj tisti, ki ste samski, ja, vem, jaz nenazadnje sem zdaj skoraj 4 leta samska. In kaj to pomeni? Skoraj 5 let samska. In vem, kaj pomeni Božič, vem, kaj pomeni Velika noč, pa biti sam. Ampak, glejte, ena stvar je, da boljše je biti sam, kot pa biti v gnilem odnosu samo zato, da nisi sam. In kdor ima te stvari za počistiti, strah pred samoto, ja, glejte, počiste. In potem si naslednji ekran predstavljajte, kako mogoče uživate v tem, ko ste samski. In tretji ekran, kako imate že tega svojega idealnega partnerja, kako skupaj kuhata, kako skupaj gresta na sprehod. In dajmo zdajle še karte prehod v novo dobo. No, in v glavnem, ko to naredite 3 ekrane, se zahvalite za zdravljenje in čim večkrat to ponovite, se pravi, če želite počasno rešitev enkrat na dan, če želite majčkeno pospešiti 2-krat na dan, če želite hitro rešitev, zdravljenje vašega problema 3-krat na dan. No, zdaj pa gremo na prehod v novo dobo, da vidimo. 3 karte bom potegnila, da vidim, kakšno sporočilo je ta trenutek za nas, ki smo tukaj. Ja, prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na vzorju že kaže nov dan. Prehod v novo dobo. Ja, točno to. To je prehod v novo dobo in zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način, s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. Naslednja je srčna čakra. Ja, ko si v srcu, lejte, je to tak radar. Zdaj je dokazan, da srčna energija ima svojo modrost, da ima svoje možgane, da dejansko srce ima svoje možgane. In ko izklopimo ta preračunljivi ki razmišlja, kako bi, če ne bi, in ko vključimo srce, se vse zgodi. In verjemite mi, vse tisto, kar je po božanskem načrtu, da pride v vaše življenje, bo prišlo. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Moje srce je vedno v stanju ljubezni. Tudi če me odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja ali nasmeh tujca, se izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. In ta tretja je resnica. Jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Ker resnica je vedno samo ena. Enkrat je ena gospa rekla, ko sem razlagala o resnici, sem rekla, pa resnici je tako, da je vse črno-belo.
Ne obstaja nič odtenkov sivine. Je rekla, ja, je rekla, to je tako. Resnica je črno-bela, vse, kar je vmes, je sama kurbarija. Se veste, 50 odtenkov sive. Boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobe, vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. No, to so bila sporočila za danes. In ja, sistem 3 ekranov res deluje. Boste videli, vi imate vso moč ustvariti vse tisto, kar želite, da pride v vaše življenje. Ampak ja, dokler ne počistimo tega, kar nas zadržuje, ne moramo iti naprej. Tako da je prav, da si vzamemo čas tudi za čiščenje. Uživajte, imejte se radi in boste videli, življenje vam bo dalo prav vse, kar vam pripada po božanskem načrtu.